Včasih, še v tistih časih, ko sem delal vloge, sem bil zelo asocialen in sem bil sam doma, v sobi. Danes pa pač še hodim naokrog in srečujem različne ljudi, ene imam bolj rad kot druge, vsakdanja stvar pri vseh je tako. Skratka, obstaja en koncept v naši družbi, ki sem ga poimenoval pravilo tretjega srečanja. Jo, Luka! Hej! Kaj dogaja? Čakam kolega, pa greva malo po nakupih. Ko babe! No, hodo. Veš kaj, delam. Kje pa delaš? Tle, na tržnici. Ok. Ja, tako da moram iti, veš. Kar. Meni se fajn. Ajde. Živjo. Kaj zdaj? Kaj tukaj v koče piš? Čakaj, da se fucking mesnica odpre, da lahko grem jest. To je pa to. Ja, zdaj si pa že videla dvakrat, ne? Prvič, drugič, tretjič daš ti za pijačo, ne? Šlovkec. Šef me kliče, veš. Tako da moram iti. Ok. Se vidimo. Ok. Ajde, vidimo. Ja. Jebi si mater. Ja, bom poklical. Ja. Lepa. Kam greva? Kjer lokal? Sam zber človek. Kam greva? Ne grem s tabo na fucking pijačo. Zakaj bi šel s tabo na pijačo? Pa zdaj je veš kaj tretjič, zaradi tega sem mislil, veš. Kaj pol, če je trikrat? V čem je fora? V čem je fora? Povej mi foro. V čem je fora fucking trikratnega srečanja? Model, pa saj to je tako, kaj veš, kaj greš ven, pač tam piješ, a kaj, ne vem, pa v bistvu proslavljaš nek rojstni dan, samo v resnici, ne vem, pač. Ne da se mi iti na te fucking pijače, jasno. Model, pa saj zaradi tega se družimo, ne, tako, da bomo bolj prijatni, ne, saj to. Ne bom šel, fucking fuknu te bom čez most, pizda. Moriš mi za popizdit. In me zanima, kdo si je to zmislil. Prav rad bi ga srečal na cesti in že prvič bi ga povabil na pijačo, da mu lahko dam klofuto, ker je dan danes zaradi njega prav stresno iti ven. Kaj, če srečam nekoga dvakrat, me bo povabil na pijačo tretjič in bo mogel iti na pijačo, ko se mi ne da in ker ne znam reči ne in hočem biti cel prijazen in pol grem na fucking pijačo, razen zdaj. Zdaj je bila izjema, ker mi boj gre ful na kurac. Ampak, če si je lahko on, recimo da mu ime Peter Karma, zmislil, ej folk, v bistvu on po moje bil zaljubljen v eno žensko in je izkoristil priložnost, ko sta se tretjič srečala v mestu, je rekel, ej, tretjič se srečujeva, zdaj pa greva na pijačo. In ker tega pravila takrat ni bilo, si ona verjetno mislila, what the fuck? In je cel zabediran šel naprej, ampak ni odnehal, dokler to pravilo ni bilo sprejeto med nas, med družbo, v družbo, karkoli. In danes, v letu 2011, jaz uvajam en nov koncept oziroma nadgradnjo pravilo tretjega srečanja. Ker hej, če si lahko Peter Karma tole privoščil, si bom še jest. Zdaj se že drugič vidimo, naslednjič moraš dati za pijačo. Tretjič, ko se vidva, dam za pijačo. Ok, ampak četrtič, ko se vidva po pijači, ti men daš. Kaj? Seks. Kaj pa je? A ne poznam. Ampak se še ni čisto prijelo. Delam na tem, bom delal na tem še naprej, tako kot se je Peter Karma trudil, da se je pravilo tretjega srečanja nekako uvedlo v našo družbo. No, bom poskušal še naprej. In še hvaležni boste. Oja, kako ironično pravzaprav tole, da pijem Pepsi v kozarcu od Coca-Cole. Kaj pravi ste na to?
pravi ste? Zakaj pravi ste? Zakaj ni pravite? Zakaj ni povsod pravite? Kak pravi ste, pizda? Pravi ste.